V tretji tekmi v turškem Beleku se je končalo s porazom 0:2 proti tretjeuvrščeni ekipi avstrijskega prvenstva Rapidu. Na seznamu poškodovanih so bili tokrat Handanović, Mihelić in Tavares, manjše poškodbe so imeli Mešanović, Kolmanić in Rudi Požek-Vancaš. Denis Klinar pa je pred tekmo dopoldne že odpotoval domov zaradi poškodbe kolena. Dvoboj se je začel z poskusom Avstrijcev, v 6. minuti je preko gola streljal Ullmann. Potem pa v 16. minuti vodstvo za Avstrijce. Švab je lepo podal, pravočasno je utekal Kitagawa in Japonec je zabil za 1:0. V 24. minuti priložnost za izenačenje, Vrhovec je ukradel žogo, Kronaveter pa v vratarja Štrebingerja. Tri minute kasneje je znova bil v akciji Kronaveter, tokrat je lepo lobal avstrijskega vratarja, toda prečka je preprečila izenačenje. V 37. minuti so znova zapretili Avstrijci, tokrat je Kitagawa, edini strelec, streljal preko gola. V 43. minuti pa najprej odvzeta žoga Mitrovića, potem pa krasna podaja Zahoviću, toda 1:1 proti vratarju Štrebingerju se Zahoviću ni šlo. Začetek drugega polčasa, nekaj sprememb v mariborski ekipi in potem priložnost za izenačenje. Najprej Kotnik ni prišel do zaključka, potem pa v nadaljevanju akcije Pihler v prečko. V 57. minuti sporna situacija. Rapid je prek Murga povedel 2:0, toda sodniki so gol razveljavili zaradi domnevnega ofsajda. V 60. minuti je po akciji po levi strani Vrhovec podal v globino, Zahović je podaljšal do Kotnika, ta pa z levico. Do konca tekme najprej povišanje vodstva za Avstrijce. V 82. minuti je po podaji Fontas pravočasno utekal in zaključil mimo Pirića. V 89. minuti pa je zadnjo priložnost na tekmi imel Bajde, toda njegov strel je končal mimo. Danes je pa čisto drugačna tekma kot z Vojvodino v soboto. Rapid je po meni boljša ekipa, bolj živi, hitri na nogah. Oni so imeli tudi danes generalko, to se je tudi poznalo. Zelo dobra ekipa, to so danes tudi pokazali na igrišču. Ampak jaz mislim, da smo mi kar dobro igrali, kar se tiče posesti, mi smo tudi svoje priložnosti, ampak škoda, da se je tako končali. Ampak nijamo okej, moramo dati glave gor in iti naprej. Končalo se je torej z drugim porazom v tretji tekmi. Zadnja tekma v Beleku pa bo na sporedu v soboto, ko bo nasprotnik slovaški prvoligaš Dunajska Streda.